tovariši. Njih pota življenja in boja so se prezgodaj končali in združila v tej grobnici, kjer danes počivajo skupni večni pokoj. 119 jih je bilo prvotno položenih v to skupno poslednje domovanje. Med njimi narodni heroj Janko Stariha, doma iz Črnomlja, ki je kot operativni častnik druge grupe odredov padel v bojih na Dobrovljah 7. novembra 1942. Pozneje, 20. junija 2006, so se borcem in talcem v tem počivališču pridružili še narodna heroja Franc Leskošek Luka ter Dušan Krajger Jug in prvoborki Vera Šlander, Lojska in Mica Šlander, katerih posmrtni ostanki so bili preneseni iz neustrezne grobnice pri spomeniku Vojna in mir v Parku Svobode sredi Celja. Ta grobnica je bila po načrtih inženir-arhitekta Janka Hartmana postavljena leta 1961. Že desetletja obiskujemo ta prostor s cvetjem in svečko v roki ali ob dnevu spomina na mrtve, da bi jim tiho izrazili našo hvaležnost, spoštovanje in spomin na njih in njihovo neizmerno žrtev, ki so jo prispevali k pregonu okupatorjev in njihovih pomagačev, katerih cilj je bil iztrebiti slovansko dušo iz te naše lepe domovine. V trenutkih, ko so borcem in talcem sovražnikove krogle prebijale srca ali vrvi trgale niti življenja, so jim tovariši vedno zagotavljali, da se bodo borili do zadnje kaplje krvi, jih maščevali ter jih ohranili v trajnem spominu. Obljubili so jim tudi, da bodo osvobodili ta naš svet, da bo njihovim svojcem, potomcem ter sosedom bolje, da bodo živeli v miru in ustvarjali v svobodi. Bilo je res, držali so obljubo. Vaše žrtve niso bile zastonjne. Zgradili smo državo, ustvarili tovarne, v vsako vas potegnili cesto in napeljali elektriko in vodo. Rodila so polja, cveteli so travniki. Rojevali so se otroci, zgradili smo jim vrtce, šole, skrbeli za njihovo zdravje, da so odraščali srečni. Toda prišel je čas, ko so se začeli vračati oni, ki so vas preganjali z vaših toplih ognjišč v tuje kraje, vas streljali, obešali. Prišli so, da bi razvrednotili vaš boj, vaše žrtve, zatajili vašo prelito kri. Prihajali so iz skrivališč, kamor so se zatekli ob koncu vojne, obremenjeni s storjenimi zločini nad lastnim ljudstvom. Oglašajo pa se tudi oni, ki so desetletja skrivali svoja izdajalska ravnanja. Trudijo se prepričati mlade, da vaš boj ni bil pravi, da so bile vaše žrtve nepotrebne, da je resnica in svoboda drugačna, kot ste si jo vi predstavljali in za njo umirali. Toda ni jih dovolj, niso dovolj prepričljivi, niso si uspeli sprati krvavih krvnikovih madežev svojih rok. Danes, ko stojimo tukaj na mesto vašega poslednjega miru, vam zagotavljamo, da bomo vztrajali tako, kot ste vi. Ohranili in obranili bomo to slovensko grudo našim potomcem, kot ste jo vi in vaši tovariši obranili in ohranili nam, ki danes, zahvaljujoč vam, tukaj še živimo. Da bi ohranili kot našo, edino in sveto domovino, smo se odločili za samostojno državo.
Vključili smo se v evropski in svetovni proces razvoja, prepričani, da bomo tako hitreje napredovali, da se bomo svobodno gibali po evropskem in svetovnem gospodarskem družbenem prostoru. Izvolili smo si novo lastno oblast in začeli na svojem. Toda novi kapitalistični red, novi oblastniki ob bogati podpori pohlepnega kapitala in stremuhov so nam prinesli gospodarsko in socialno krizo, ki se v družbi manifestira v razvrednotenju dela, delavca, zavoženih in propadlih podjetij ter izropanih bank. Hud boj bijemo danes, da bi zagotovili dostojen kos kruha že tretjini prebivalcev Slovenije. Na trenutke omagujemo v zagotavljanju dostojanstva človeka kot nosilca oblasti. Ob tem pa nam kruti kapital odreka še vse tiste osnovne človekove pravice, ki gredo delavcu, upokojencu, invalidu, otroku, mladim družinam in ostalim prebivalcem. Ugotavljamo, da so se tudi v našo sredino prikradli izdajalci, hlapci tujega kapitala in brezkompromisni izkoriščevalci s krvjo in znojem prigaranega bogatstva države. Kljub večnim in nikoli zaključenim razpihovanjem sovraštva med navidezno levimi, desnimi in drugačnimi, pa ostajamo prepričani, da lahko tudi to vojno dobimo. Toda le, če bomo sposobni prestopiti mejo, ki nas ločuje med zmagovalci in premaganimi. V boju za svetovni mir v drugi svetovni vojni. Ves svet ve, kdo je bil agresor in kdo je bila zmagovita protifašistična koalicija. Ko bodo vsi pri nas dojeli in spoznali, da se iz nezavidljive ekonomske situacije lahko pomaknemo v ustvarjalni svet napredka in človeka dostojno življenje, na osnovi lastnega znanja in delovnega prispevka vsakega posameznika, le enotni in združeni, le tedaj lahko upamo na tisto kakovost življenja in napredka, za katerega so se ti nesrečniki tako zavzeto borili in vanj verjeli ter upali. Večini tukaj počivajočih pa ni bilo dano, da bi rezultate njihovega boja tudi doživeli. V upanju na zrelost naroda, kot našega dolga do tukaj pokopanih, in v večni spomin in zahvalo vsem žrtvam narodno-osilnega boja in drugih borb posvetimo minuto molka.